Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljubljana so dobili navdih za pripravo programa Umetnost pripovedovanja ob srečevanju s pripovedovalci zgodb v tujini. A zakaj pripovedovati zgodbe? Jaz bi rekla, da je pripovedovanje dajanje. Pomemben je tisti, ki pripoveduje z vsem svojim svetom, in pomembni so tisti, ki nekaj prejemajo, ki poslušajo. In pomembna je zgodba, ki se plete med njimi. Tu smo se zbrali, torej zdaj smo ugotovili oktobra leta 2006 v tej sobi, mislim, da 10 ali 11 gospa, nobenega moškega, s 3 klicaj in jaz. Vsi smo bili prvič na ta način skupaj, jaz kot mentor in one kot gospe željne izvedeti in naučiti se čim več o pripovedovanju. Potem smo pa eno leto čudovito in radostno in mislim, da tudi uspešno skupaj delali. Delo gospoda Karla Brišnika je nadaljeval gospod Tomaž Gubenšek. Jaz sem zelo zadovoljen s to skupino. Prvič delam takole izven univerze z neko tako skupino in sem prav presenečen nad odgovornostjo in velikim veseljem slušateljic, ki prihajajo na ta srečanja. Moje delo je pravzaprav nekako koncipirano na več nivojih. Poskušamo besedila obdelati na osnovnih, pravorečnih, potem jih obdelujemo pomensko in na koncu interpretativno. Vsak slušatelj, v našem primeru seveda vsaka slušateljica, je pravzaprav usmerjena k individualnemu cilju, poiskati oseben izraz do besedila in ga prilagoditi interpretacijo svoji ciljni publiki. V šolskem letu 2006-2007 se je veliko zgodilo. Začeli smo s taco Muco in z njo smo tudi nastopali. Predvsem v otroških vrtcih, pa tudi v osnovni šoli. Jaz sem večkrat nastopala po Primorski v okviru kampanje proti odvisnosti od drog. Lani smo ves teden hodili na knjižni sejem in otrokom prebirale pravljice slovenskih avtorjev. Letos se bolj posvečamo pravzaprav besedilom za odrasle. Zelo smo bile zadovoljne v domu starejših občanov in zdelo se nam je, da tem starejšim ljudem dosti bolj manjka te besede kot pa otrokom, da so dosti manj preskrbljeni kot otroci.